Lepo pozdravljeni torej na konferenci Enotni digitalni trg, priložnosti in izzivi. Od samega načina komunikacije do nakupovalnih navad, do upravljanja z denarjem, pa učenja, zabave, pa celo do skrbi za zdravje in hišnih opravil. Vse to je v zadnjih letih spremenil hiter razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije. No, in kot smo slišali, spekter teh sprememb se veča in se bo v prihodnosti še večal, seboj pa prinaša tako gospodarske kot tudi družbene, pa celo geopolitične učinke. O prednostih in izzivih, ki so s tem povezani, bomo govorili danes, no preden pa se z našimi zanimivimi gosti posvetimo tej temi, pa nas bo v imenu organizatorjev konference nagovoril vodja informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, magister Klemen Žumar. Prosim. Najlepša hvala. Spoštovana evropska poslanca, gospod Lojze Peterle in gospod Franc Bogovič, spoštovani gospod Marjan Turk z Direktorata za informacijsko družbo na Ministrstvu za javno upravo, gospod Ivan Stanič z Mestne občine Ljubljana, gospa Marija Kokelj v imenu glasnika digitalne tehnologije, spoštovani predstavniki Evropske komisije, podjetij in združenj, predstavniki civilne družbe, novinarji, študentje in dijaki, vsi številni udeleženci tukaj v dvorani in tisti, ki nas spremljate v živo prek spleta, dobrodošli na konferenci Enotni digitalni trg, priložnosti in izzivi. Enotni digitalni trg je eno od najvznemirljivejših in najobetavnejših področij napredka v Evropski uniji. Predstavlja odgovor Evropske unije na spreminjajoče globalne ekonomske in socialne izzive ter zagotavlja formalni okvir za naš kvaliteten prehod v četrto industrijsko revolucijo. Poleg spodbujanja rasti evropskega digitalnega gospodarstva je glavni namen izboljšati okolje za digitalna omrežja ter vsem nam olajšati dostop do spletnih proizvodov in storitev. Enotni digitalni trg se nahaja med ključnimi cilji prihodnjega razvoja Evropske unije in je glavna prioriteta trenutnega estonskega predsedovanja. Danes bomo govorili o dosežkih in izzivih, tudi prek praktičnih primerov, ki nas vse bolj med seboj digitalno povezujejo. Neprestane inovacije v informacijski tehnologiji in digitalni ekonomiji že izboljšujejo evropsko produktivnost in pomagajo k rasti evropskega gospodarstva in zaposlenosti. To je še posebej pomembno za mlade, ki se lahko s pomočjo novih tehnologij učite, naprimer na YouTubeu od kuhanja in drugih praktičnih tem do zelo strokovnih, pa tudi iščete službe, ki pred nekaj leti še niti niso obstajale. Namen strategije za enotni digitalni trg je zagotoviti, da bomo mi, Evropejci, naša podjetja, industrija in upravne službe lahko izkoristili priložnosti, ki jih ponuja nova globalna digitalna doba. EU je že vzpostavila prost in varen enotni digitalni trg, na katerem lahko državljani naprimer nakupujemo na spletu prek meja, primerjamo cene, vsem nam in našim podjetjem pa je omogočena spletna prodaja in nakupi po vsej Evropski uniji. Znižanje cen gostovanja, roaminga, predlogi na področju brezplačnega 5G Wi-Fi-ja po celi EU gredo v smeri lažjega, cenejšega dostopa do spletnih aplikacij. Zakaj daje Evropska unija tako velik pomen skupnemu digitalnemu trgu? Tehnološke spremembe vplivajo na vsa področja našega življenja, od izobraževanja in delovnih mest do sistema socialnega varstva. Spremembe se že dogajajo in to zelo hitro. V nekaterih kategorijah delovnih mest so za kar 90% nalog že zdaj obvezne digitalne spretnosti. S trenutno razvito tehnologijo bi lahko že zdaj avtomatizirali do 45% nalog, ki jih ljudje vsak dan opravljamo na delovnem mestu, kar pa ne pomeni, da potem ne bo več dela. Več dela bo, ampak drugačno. 2/3 tistih, ki danes začenjajo šolanje, in 1/3 tistih, ki ga počasi končujete, bo zaposlenih na popolnoma novih vrstah delovnih mest v prihodnosti. EU mora spodbujati lažji dostop in prav upravljati te spremembe za našo varnost, če želimo zaščititi vse nas državljane in nam omogočiti, da bomo lahko pozitivno izkoristili nove priložnosti. Že zdaj v EU spletni trg raste 7-krat hitreje kot ostalo gospodarstvo in predstavlja 30% gospodarske rasti. Podjetja, ki imajo spletne strani, rastijo 4-krat hitreje kot tiste brez njih. Neizkoriščenega potenciala pa je še ogromno.
polno delujoč enotni digitalni trg bi lahko gospodarstvo EU vsako leto prinesel 415 milijard evrov ter ustvaril milijone novih delovnih mest. Na tem področju so ZDA in deli Azije dvakrat pred Evropo. Delujoč skupni digitalni trg pa lahko EU omogoči, da postanemo vodilna digitalna sila na svetu, če se bomo le uspeli med seboj dogovoriti. EU za sprostitev tega potencijala pripravlja reforme, mnoge posodobitve zakonov, ki med drugim obsegajo nov okvir za avtorske pravice in uredbo o geografskem deblokiranju. V prihodnje naj bi s to strategijo razširili digitalno gospodarstvo EU in odprli nepotrebne digitalne ovire med nami v Sloveniji in v EU. S tem bi nam še pocenili nakupe prek spleta, olajšali izmenjavo informacij in povezovanje med nami. Z nami tukaj danes je tudi Mozilla, ki že vrsto let prinaša kvaliteto prek povezovanja v svojem sektorju. Olajšali bomo tudi neposredno trgovino med nami in dostop do storitev, kot je na primer naročilo prevozov. Vesel sem, da je z nami danes tudi predstavnik Uberja, ki je svetovni fenomen in lider na tem področju. Ali pa pocenili, pohitrili in izboljšali nasvete pri investiranju in nakupih finančnih storitev prek spleta. Moram priznati, da kaj vse dela ekonomi, še sam čisto dobro ne razumem, ampak se veselim, da bom danes vedel več. Po drugi strani pa moramo z up-to-date regulacijo preprečiti vdore v naše računalnike, kraj identitet, osebnih podatkov, potvarjanje volitev in druge spletne zlorabe vseh vrst. V EU smo si že z Lizbonsko strategijo zadali vizionarske cilje postati najbolj dinamično gospodarstvo na svetu. Evropska komisija je sprejela strategijo za digitalni enotni trg, ki vsebuje 3 področja. Boljši dostop potrošnikov in podjetij do digitalnega blaga in storitev po Evropi, vzpostavitev ustreznega okolja in enakih konkurenčnih pogojev, čim boljše konkretno izkoriščanje potencijala za rast digitalnega gospodarstva. Evropski poslanci in 2 sta danes tukaj z nami, imajo vse skozi vodilno vlogo pri spodbujanju digitalnega povezovanja med več kot 500 milijonov evropskih državljanov, kar v praksi ponavadi pomeni sprejemanje konkretnih zakonov za odstranitev omejitev, ki povezovanje med nami preprečujejo. Če namenim le nekaj primerov delovanja evropskih poslancev. Evropski parlament je 2012 sprejel več resolucij. O dokončanju enotnega digitalnega trga, resolucijo o strategiji digitalne svobode v zunanji politiki EU, o konkurenčnem enotnem digitalnem trgu na temo e-uprave in tako dalje. Pri tem je poudaril predvsem pomen jasnega pravnega okvira za medsebojno priznavanje elektronskega preverjanja istovetnosti, identifikacije in podpisov, kar je nujno za omogočanje delovanja čezmejnih upravnih storitev po vsej EU. Evropski poslanci so v resoluciji leta 2013 o vzpostavitvi enotnega digitalnega trga predvsem izpostavili, kako izkoristiti možnosti, ki jih ponuja digitalni trg in pri tem odpraviti pomanjkanje strokovnega znanja in spretnosti, ki jih potrebujemo, okrepiti varnost in zaupanje potrošnikov, oblikovati privlačno zakonito ponudbo digitalnih vsebin, vzpostaviti storitve mobilnosti in mednarodno razsežnost. Evropski parlament se je na omenjeno strategijo za digitalni enotni trg odzval s sprejetjem resolucije lansko leto z naslovom Aktu za enotni digitalni trg naproti, v kateri je pozval komisijo naj odpravi neupravičeno prakso blokiranja na podlagi geografske lokacije, naj izboljša dostop potrošnikov EU do blaga in storitev in zagotovi njihovo varnost na spletu. Parlament se je zavzel za ohranitev inovacijam, prijazne politike, za vzpostavitev vključujočih spletnih platform in tako dalje. Letos je bil Evropski parlament ključen pri zagotovitvi tako imenovane omrežne nevtralnosti, znižanju tarif gostovanja in odpravi stroškov. Verjetno se spomnite slogana Roam like at home, o čemer nam bo več povedal evropski poslanec, ki je bil med pobudniki od vsega začetka, gospod Lojze Peterle. Pa pri sprejetju direktive za znižanje stroškov za izgradnjo visokohitrostnih elektronskih komunikacijskih omrežij, uredbe o elektronski identifikaciji in skrbniških storitvah za elektronske transakcije in tako dalje. Prav tako je Evropski parlament podprl pravico biti pozabljen na spletu in pravico seznanjenosti z vdorom do osebnih podatkov. Ta uredba bo začela veljati 25. maja prihodnje leto. Prav tako so se evropski poslanci zavzeli za Wi-Fi for EU, brezplačni internet na vseh javnih mestih po Evropski uniji, v okviru katerega bodo občine, knjižnice, bolnišnice in druge javne ustanove z uporabo enostavnih upravnih postopkov lahko zaprosile za do 100% sredstev, s katerim bodo financirale vzpostavitev lokalnih brezžičnih točk dostopa.
z enostavnimi finančnimi orodji, kot so boni, bo pokritih 100% stroškov. Junija letos je Evropski parlament sprejel pravila o prenosljivosti digitalnih storitev, kar je korak k ukinitvi tako imenovanega geoblockinga. Pravila bodo stopila v veljavo 1. aprila 2018, ker sploh ni šala. Pred 2 tednoma pa je tudi slovenska pobuda gospoda Franca Bogoviča pametnih vasi, ki je tudi danes tukaj z nami, prejela zeleno luč za digitalizacijo na področjih od kmetovanja in ruralne mobilnosti do oskrbe starejših, turizma, podjetništva, energetski samooskrbe in tako dalje. Eden ključnih mejnikov na področju vzpostavitve enotnega digitalnega trga pa je bil tudi digitalni vrh v Talinu, o čemer prav tako kmalu. Mislim, da je jasno, da je današnja tema ključna za razumevanje naše prihodnosti in priložnosti, ki nam jih sodelovanje v Evropski uniji prinaša. Dajmo jih poznati, da jih bomo lahko izkoristili. Lep dan vam želim. Hvala lepa, gospod Žumar. Kot smo torej slišali, se Evropska unija vse bolj zaveda priložnosti in izzivov, ki jih prinaša digitalna era. No in konec septembra, kot je tudi že bilo rečeno, je v Talinu potekal digitalni vrh voditeljev Evropske unije. Namen srečanja tam so bile razprave o načrtih za digitalne inovacije, s katerimi bi Evropi omogočili, da ohrani svojo prednost na tehnološkem področju, ter da v prihodnjih letih celo prevzame vodilno svetovno vlogo na digitalnem področju. No, več o samem dogodku pa nam bo zdaj predstavil gospod Marjan Turk z Direktorata za informacijsko družbo. Prosim. Hvala za vabilo. Gospe in gospodje, spoštovani gostje, dovolite mi, da v imenu Ministrstva za javno upravo orišem inicijativo Evropske komisije o vzpostavitvi enotnega digitalnega trga v Evropski uniji, zakaj je do nje prišlo, kaj hoče Evropa z njo doseči, kje je njeno izvajanje ter kje se v prizadevanjih splošne digitalizacije in digitalnega preoblikovanja nahaja naša država. Govorimo o digitalizaciji, kaj pa pravzaprav to je? Digitalizacija pomeni uvajanje novih organizacijskih, poslovnih, industrijskih, proizvodnih in drugih modelov delovanja v vseh družbenih segmentih, spodbujenih in podprtih z zmogljivostmi digitalnih tehnologij. Ker so tako digitalizirani sistemi bistveno učinkovitejši in prilagodljivejši, je digitalizacija postala globalni megatrend, ki sovpada s procesom reindustrializacije zahodnih držav, ki prav tako v večji meri temelji na zmogljivostih digitalnih tehnologij. Neizpodbitno dejstvo je, da so tisti, ki so se pravočasno priključili trendom digitalizacije, praviloma bolj konkurenčni in uspešnejši pri uveljavljanju svojih razvojnih modelov. Sodobne države, ki se želijo zagotoviti svoje mesto v globaliziranem kibernetskem svetu, zato vse sile usmerjajo v digitalizacijo. Digitalne tehnologije ponujajo izjemne razvojne priložnosti in prednosti, seveda le tistim, ki so jih sposobni izkoristiti. Tudi in predvsem zaradi zaostajanja pri digitalizaciji se Evropska unija sooča s številnimi izzivi za njeno prihodnost, od konkurenčnosti, produktivnosti do splošnega razvoja. Ni dvoma, da je za evropsko prihodnost nujna uporaba digitalnih tehnologij na vseh področjih družbe. Ker kibernetski prostor ne pozna meja, moramo digitalno preoblikovati celotno Evropsko unijo in tudi Slovenijo. Digitalne tehnologije spreminjajo ustaljene načine delovanja družbenih podsistemov in s tem pred zakonodajalce postavljajo vprašanja prilagajanja zakonodaje novi digitalni stvarnosti. Hitrost razvoja novih digitalnih tehnologij in njihova inovativna implementacija praviloma prehitevajo zakonodajalce. Zato v procesih digitalnega preoblikovanja družbe pogosto prihaja do pravnih praznin, ki lahko po eni strani digitalizacijo omogočajo, po drugi strani pa otežujejo. Res je tudi, da ima hitenje z regulacijo digitalizacije lahko negativen učinek na razcvet digitalizacije, saj so obstoječi zakonodajni okviri prilagojeni analognemu svetu, digitalne tehnologije pa se spreminjajo hitreje, kot zakonodajalci lahko sledijo s pripravljanjem novih zakonodajnih načel. V tej točki pridemo do različnih pravnih ureditev v posameznih državah članicah v Evropski uniji in do razdrobljenosti trgov, to pa je ena izmed glavnih preprek za razvoj digitalnega gospodarstva v Evropski uniji.
Evropska podjetja potrebujejo bistveno večje vložke za vstop na te trge kot njihovi globalni konkurenti na svojih domačih, bistveno večjih trgih. Ekonomija obsega in pravočasen vstop na trg in omogoča konkurenčno prednost pred evropskimi podjetji, ki so se prisiljena ukvarjati z nacionalnimi specifikami posamičnih digitalnih trgov. Enotni evropski digitalni trg je zato nujen, če želimo evropski industriji omogočiti enakopravne pogoje za konkurenčni boj z globalnimi tekmeci. Do leta 2015 je bilo strateško vodilo Evropske unije na področju digitalizacije digitalna agenda za Evropo, ki naj bi EU zagotovila izrabo razvojnih priložnosti, ki jih omogočajo informacijsko-komunikacijske tehnologije za trajno digitalno gospodarsko rast in za družbene koristi. Evropska unija naj bi postala spodbudno globalno konkurenčno poslovno okolje za internetno podjetništvo in digitalno gospodarstvo. Čeprav je bil eden izmed ciljev tudi vzpostavitev enotnega evropskega digitalnega trga oziroma prostora, pri tem Evropa ni bila uspešna v prejšnjem razvojnem obdobju. Zato se je pokazalo, da je potrebno s praktično enakimi cilji kot v digitalni agendi za Evropo v naslednjem razvojnem obdobju do leta 2020 izvesti bolj usklajene in predvsem bolj osredotočene operativne ukrepe za vzpostavitev enotnega evropskega digitalnega trga. Evropski trgi so namreč razpršeni, vezani na nacionalne trge v posameznih državah članicah z različnimi pravili, to pa podjetjem otežuje vstop na te trge, povzroča nesorazmerne stroške, hkrati pa so končni uporabniki prikrajšani za enakovredno ponudbo digitalnih vsebin, storitev in proizvodov, kot jo imajo na voljo potrošniki v večjih državah, ki so tudi sicer naši ključni globalni konkurenti. Iniciativa vzpostavitve enotnega digitalnega trga tako temelji na predpostavki, da je enotni digitalni trg osnova konkurenčnosti in potenciala za gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest v Evropski uniji. Da bi pospešila vzpostavitev enotnega digitalnega trga, je tako Evropska komisija maja 2015 predstavila strategijo enotnega digitalnega trga, katere cilj je odprava regulativnih ovir in iz 27 nacionalnih trgov oblikovati enega enotnega. Strategija temelji na krepitvi zaupanja, odpravljanju omejitev, zagotavljanju dostopa in povezljivosti, razvoju digitalnega gospodarstva, tudi internetnih startup podjetij, spodbujanju razvoja digitalne družbe ter vlaganju v raziskave in inovacije na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Kot je bilo že rečeno, se ocenjuje, da bi z vzpostavitvijo enotnega digitalnega trga Evropa do leta 2020 ustvarila približno dodatnih 400 milijard evrov dodatne rasti in več 100 tisoč novih delovnih mest. Evropska komisija je strategijo predvidela dopolnitev regulativnega okvira za elektronske komunikacije, posodobitev zakonodaje Evropske unije na področju avtorskih pravic in audiovizualnih storitev, poenostavitev pravil za potrošnike pri spletnem in digitalnem nakupovanju, spodbujanje e-trgovanja, krepitev kibernetske varnosti ter spodbujanje vključevanja vidikov digitalizacije v različne področne razvojne politike. Strategija za enotni digitalni trg določa 16 ključnih ukrepov za prilagoditev enotnega trga potrebam digitalne dobe. Kot je bilo že rečeno, je zasnovana na 3 stebrih. Prvi je boljši dostop potrošnikov in podjetij do digitalnega blaga, ne bi šel v podrobnosti, da se ne ponavljamo. Tukaj so predvsem pomembna pravila za enostavnejše čezmejno trgovanje, hitrejše, doslednejše izveščevanje pravil o varstvu potrošnikov in tako naprej. Drugi steber, oblikovanje ustreznega okolja in enakih konkurenčnih pogojev za razcvet digitalnih omrežij in inovativnih storitev. Tu bodo prenovljena telekomunikacijska pravila, zakonski okvir za audiovizualne medije, analizirana bo vloga spletnih platform ter prenovljena pravila obdelave osebnih podatkov v kibernetskem prostoru. Tretji steber pa je čim boljše izkoriščanje potenciala rasti digitalnega gospodarstva. Tu je med glavnimi ukrepi pobuda za prost pretok podatkov, določitev prednostnih nalog za standarde in interoperabilnost ter ukrepi za bolj vključujočo digitalno družbo. Za Slovenijo kot državo z majhnim digitalnim trgom so še posebej pomembni ukrepi, s katerimi bodo odpravljene geografske ovire dostopa slovenskih uporabnikov do digitalnih storitev in vsebin, s čimer se mi vsi ukvarjamo v zasebnem življenju in tudi v poslovnem. Po drugi strani pa se bo s padcem digitalnih meja bistveno povečala konkurenca in ponudba na digitalnem in tudi drugih trgih v Sloveniji. Govorimo o spletni trgovini, e-poslovanju, digitalnih vsebinah, ponudbi digitalnih vsebin in storitev.
Zato se moramo zavedati pomena pravočasne priprave slovenske digitalne družbe in vseh deležnikov na enakopravno vključitev v bodočni evropski digitalni trg. Če lahko pričakujemo, da bodo podjetja, ki že poslujejo na internetu, razumela priložnosti novega digitalnega okolja, bodo bistveno bolj ogrožena podjetja, ki informacijsko-komunikacijske tehnologije in interneta ne uporabljajo v svojem poslovanju. Tu gre predvsem za podjetja iz klasičnih industrij, ki so v primerjavi zelo slabo informacijsko razvita. Našteti razlogi narekujejo splošno digitalizacijo Slovenije, ki je nujna za ohranitev in izboljšanje ravni družbene blaginje, izboljšanje konkurenčnosti in za izrabo razvojnih priložnosti, ki jih omogočajo digitalne tehnologije. V okolju, v katerem je hitrost vse, je treba v kratkem času izvesti vrsto razvojnih ukrepov za pospešitev digitalizacije družbe in gospodarstva, krepitev digitalne rasti, investirati treba v raziskave in razvoj, v izobraževanje za digitalno družbo, spodbujati ustvarjanje digitalnih vsebin v slovenskem jeziku ter na splošno uresničevati strateško usmeritev inovativne in intenzivne uporabe digitalnih tehnologij in interneta na vseh razvojnih področjih. Kot odgovor na vse te kompleksne izzive je za novo razvojno obdobje do leta 2020 Vlada Republike Slovenije sprejela strateške dokumente razvoja informacijske družbe, digitalne infrastrukture elektronskih komunikacij in zagotavljanje visoke ravni kibernetske varnosti. Potrjena strateška izhodišča so temelj zaveze Republike Slovenije za hitrejši razvoj digitalne družbe in za izrabo priložnosti, ki jih digitalne tehnologije omogočajo. Vizija Slovenije je, da bomo postali napredna digitalna družba in referenčno okolje za uvajanje inovativnih pristopov pri uporabi digitalnih tehnologij. Spoštovani, dosedanje izvajanje strategije enotnega digitalnega trga je pokazalo, da se na več zakonodajnih predlogih države politično razhajajo, pri čemer se pogosto navezujejo na nacionalne posebnosti in druga izhodišča, preko katerih ne morejo. Slovenija se pri obravnavi predlogov, zakonodajnih predlogov in drugih strateških predlogov postavlja na stran naprednejših držav, ki dosledno zagovarjajo oblikovanje čim bolj učinkovitega enotnega digitalnega trga, brez omejitev ali polovičnih rešitev. Tako je Republika Slovenija sopodpisnik 3 pisem enako mislečih držav Evropski komisiji, s katerimi smo podprli hitrejšo obravnavo zakonodajnih predlogov in predvsem odpravo ovir za prost pretok podatkov med državami članicami. Pristopili smo k iniciativi za vlaganje v infrastrukturo visoko zmogljivega računalništva. Od objave strategije enotnega digitalnega trga je bilo objavljenih 35 zakonodajnih predlogov in političnih pobud, sprejeti pa so bili do sedaj le 4. Čezmejna prenosljivost digitalnih vsebin, odprava stroškov gostovanja, tako imenovani roaming, sprostitev frekvenčnega pasu 700 MHz, ki je sedaj namenjen mobilnim komunikacijam, in pa strateški dokument glede razvoja omrežja naslednje generacije 5G. Čeprav še vedno velja zaveza, da naj bi bila njihova obravnava končana do konca leta 2018. Blokade nastajajo predvsem zaradi nesoglasij na eni strani Evropskega parlamenta in na drugi strani zaradi različnih stališč držav članic. Najbolj problematični dosjeji so povezani z odpravo geografskega blokiranja dostopa do digitalnih storitev in vsebin, pogodbena pravila za spletno prodajo, reforma avtorskih pravic, upravljanje z radijskim spektrom, prost pretok podatkov, morebitna regulacija spletnih platform, način omejevanja sovražnega govora in izenačevanje pravil za klasične in digitalne medije. Komisija je v vmesnem pregledu izvajanja strategije letos maja glede na pomanjkanje politične volje pri določenih predlogih opredelila 3 prednostna področja. Prvo področje je razvoj potencialov evropskega podatkovnega gospodarstva, drugo reševanje izzivov kibernetske varnosti in tretje vloga spletnih platform v pravičnem internetnem ekosistemu. Ob soočanju s težavami pri obravnavi zakonodajnih predlogov je tudi estonsko predsedstvo Svetu EU na zadnjem svetu za telekomunikacije konec septembra letos za pospešitev izvajanja strategije med sklepe uvrstilo poziv. Prvič, državni in javni sektor v Evropski uniji je treba v popolnosti digitalizirati in s tem izboljšati javne storitve za državljane in podjetja. Vsi postopki
Za prost pretok ljudi, kapitala, blaga in storitev morajo biti izvedljivi tudi digitalno, pri čemer se je treba osredotočiti na področje mobilnosti, zdravja in energije. Državljanom je treba zagotoviti digitalno identiteto in jim omogočiti čezmejno uporabo storitev javnega sektorja. Drugič, Evropa bi morala do leta 2025 v svetovnem merilu postati vodilna pri zagotavljanju kibernetske varnosti in s tem državljanom in potrošnikom in podjetjem zagotoviti zaupanje, zaupnost in zaščito na internetu. Evropa bi morala delovati kot enotni evropski kibernetski prostor in zagotoviti najvišjo možno odpornost digitalne infrastrukture in vseh sektorjev evropskega gospodarstva na kibernetske napade. Tretjič, Evropska unija mora postati najbolj spodbudno okolje za podjetja in inovatorje digitalne dobe. Ker digitalizacija preoblikuje celotne sektorje, moramo posebej paziti pri tem, da bodo evropske vrednote ustrezno upoštevane, umeščene in zavarovane. Do konca leta 2018 moramo oblikovati enotni evropski digitalni trg in temu prilagoditi nacionalne zakonodaje. In izkušnje govorijo, da je to ravno največji problem. Pospešiti moramo digitalno preoblikovanje podjetij, med drugim tudi z uporabo naprednih tehnologij, naprimer umetne inteligence in blockchaina. Preveriti moramo možnosti za zagotovitev transparentnosti spletnih platform, kar je izjemen problem že danes, v prihodnje bo še večji, in za prilagoditev njihove obdavčitve na svetovni ravni po načelu obdavčitve tam, kjer je ustvarjena vrednost. Četrtič, ljudi moramo izobraziti za vključevanje v digitalno družbo. Digitalne veščine so nova pismenost, ki jo moramo poučevati univerzalno. Nikogar ne smemo pustiti izven sodobnih tokov digitalizacije in možnosti, da izkoristi njene prednosti in priložnosti. In petič, Evropa mora investirati v rast digitalnega gospodarstva, vključno z najsodobnejšo digitalno infrastrukturo. Raziskave in razvoj ter investicije moramo osredotočiti v digitalno preoblikovanje industrije, pri tem pa še posebej v infrastrukturo visoko zmogljivega računalništva za obdelavo masovnih podatkov. Komunikacijska omrežja so hrbtenica digitalnega sveta, zato bi morala Evropa do leta 2025 vzpostaviti svetovno vodilno optično in 5G mobilno infrastrukturo. Spoštovani, Evropska unija je strategijo enotnega digitalnega trga na pravi poti, brez dvoma. Digitalizacija pa je tudi zaradi intenzivnega dela na izvajanju strategije v zadnjih 2 letih po Evropi postala splošna in ključna razvojna prioriteta. V Sloveniji tem trendom ne samo sledimo, ampak smo z vlaganji projekte tehnologij prihodnosti, kot so omrežja mobilnih komunikacij 5G, interneta stvari, masovnih podatkov, digitalizacije mest, blockchaina in umetne inteligence med ambicioznejšimi državami članicami EU. Pri tem se zavedamo, da je razvoj digitalne družbe interdisciplinarne narave, zato je za dosego sinergijskih in medsektorskih razvojnih multiplikativnih učinkov potrebno povezovanje na ravni deležnikov, razvojnih politik, ukrepov ter razvojnih sredstev. Tako smo spodbudili vzpostavitev slovenske digitalne koalicije Digitalna.si, ki je namenjena koordinaciji deležnikov iz gospodarstva, izobraževalnega in raziskovalnega sektorja, javnega sektorja, nevladnih organizacij, državne uprave in drugih pri digitalnem preoblikovanju Slovenije. Prizadevamo si, da bi bila digitalizacija sprejeta kot standardni vidik razvojnih modelov slovenske družbe. Torej, prepričani smo, da smo na pravi poti, aktivnosti za odpravo digitalnih meja v Evropski uniji moramo še pospešiti, digitalizacija pa mora biti na nacionalni in EU ravni še naprej prva razvojna prioriteta. Hvala za pozornost. Hvala lepa, izčrpno je bilo tole, mi pa gremo na prvi del razprave. Zato prosim, da svoja mesta tukaj na teh foteljih zasedajo evropski poslanec Lojze Peterle, evropski poslanec Franc Bogovič, Matjaž Horvat iz Mozile, Marija Kokal, namestnica glasnika digitalne tehnologije in pa Mark Boris Andrijanič, predstavnik za javne zadeve za srednjo in vzhodno Evropo pri družbi Uber. Pa bova Matjaž Horvat to razpravo pravzaprav začela mi dva in sicer s
s kratkim pogledom v prihodnost, v tehnologije, ki prihajajo, kaj nam prinašajo. Vse je digitalno. Lep pozdrav vsem, dobro jutro. Jaz sem dobil zelo prijetno nalogo. In sicer, da na kratko predstavim ključne izzive in priložnosti, ki se jih nadejamo v prihodnosti. Skratka, po domače povedano, jaz zdaj moram napovedati prihodnost. In to je zelo enostavno. Prihodnost lahko napove vsakdo. In to je marsikdo že tudi počel. Recimo en primer, 10 let nazaj je recimo Steve Ballmer, predsednik uprave Microsofta, dobil vprašanje na tiskovni konferenci o nekih Microsoftovih izdelkih. Čujte, Steve Ballmer, kako pa kaj komentirate iPhone? Kako se vam kaj to zdi? In je rekel, iPhone, $500 za telefon, tega ne bo noben kupil. In potem je še dodal, da iPhone ne bo nikoli dosegel nobenega omembe vrednega deleža na trgu. Pa tudi predtem, recimo, če pogledamo še 100 let nazaj, nek predsednik neke hranilnice v Michiganu je svetoval odvetniku Henryja Forda, naj nikar ne vlaga v podjetje Henryja Forda, ki se je pač začelo ukvarjati z izdelavo avtomobilov. In sicer je dejal takole, konji bodo ostali za vedno, avtomobil pa je samo modna muha. Tako da zdaj se bom o tem poskušal še jaz, tako da prosim, da imate nekaj razumevanja za moje izvajanje. Bom rajše začel bolj previdno, pa bom ostal v sedanjosti za nekaj časa. Ena najbolj modnih besed tega trenutka ali pa zadnjih let je avtomatizacija. Gotovo ste že o tem marsikaj slišali. Avtomatizacija je oblika tehnologije, pri kateri človeška prisotnost ni pomembna, ampak jo zamenjajo stroji. Kot rečeno, to ni nek pretirano nov pojav, ampak se praktično z njim srečujemo že od industrijske revolucije. Najdemo avtomatizacijo recimo v industriji, recimo spomnite se kakšnih slik z Odmevov, ko so kaj pokazali o pivovarne Laško, ste vedno videli tiste polnilne linije, kako tečejo. To je recimo primer avtomatizacije. Ali pa če rabite denar, navadno ne greste na banko do okenca, pa greste na bankomat, ki je tudi nadomestil nekega bančnega uslužbenca. Novejši pojav, in zakaj je avtomatizacija tako aktualna danes, pa je spajanje avtomatizacije in povezovanje avtomatizacije z umetno inteligenco. To se zdaj dogaja že zadnjih 20-30 let. Poznamo recimo robotske sesalnike, robotske kosilnice in jutri, mogoče ne dobesedno jutri, ampak čez nekaj let, se seveda nadejamo recimo tudi avtonomne vožnje z avtomobilom. Tukaj seveda umetna inteligenca igra zelo, zelo pomembno vlogo, ključno vlogo. Priložnosti, ki jih prinaša umetna inteligenca, pa so ne samo velikanske, ampak so v bistvu, po definiciji besede, nepredstavljive za nas, ljudi. Ker ta inteligenca lahko, zato jo tudi ustvarjamo, presega človeško inteligenco. In na nekaterih področjih to že vidimo. Recimo šah je, kar se tega tiče, praktično že rešen problem. Eni se mogoče ne bi strinjali, ampak že dolgo ni kdo premagal tistega IBM-ovega računalnika. Ni neverjetno, da bomo s pomočjo umetne inteligence našli zdravilo za kakšno bolezen, ki je sami nismo sposobni pozdraviti. To bi bilo fantastično. Hkrati pa seveda zaradi narave umetne inteligence moramo biti pazljivi in raziskovati tudi njene pasti in njene negativne posledice. Ko govorimo o prihodnosti, o negativnih posledicah avtomatizacije in umetne inteligence, dostikrat omenjamo delovna mesta. Kaj se bo dogajalo z delovnimi mesti? Če bomo vse avtomatizirali, kaj bomo potem delali? Delovna mesta se spreminjajo, to je dobra novica. Čez 10 let bo verjetno mnogo delovnih mest, ki jih danes še sploh ni. Verjetno bo že jutri kakšno, ki ga še danes ni. Vendar pa vse več raziskav dejansko kaže na to,
da se zna zgoditi, da dela enostavno ne bo dovolj. To se verjetno ne bo zgodilo čez 5 let, lahko pa se zgodi mogoče čez 20, mogoče čez 50. Skratka, da dela enostavno ne bo dovolj za vse ljudi in bomo mogli najti nek drug družbeni dogovor. Seveda to so zaenkrat še vedno špekulacije, ampak nič ne škodi, če o tem razmišljamo. Pred 150 leti je ameriški delavec delal 70 ur na teden, danes delamo 40. Mogoče bomo mogli skrajšati iz 40 ur na, ne vem, na 5. To bi bilo super, ne? Ker paradoks avtomatizacije je ta, človeška prisotnost je manj pomembna, ampak takrat, ko je pa pomembna, je pa noro pomembna. Imamo nekaj tragičnih primerov, ki to dokazujejo. Recimo 8 let nazaj, mislim, da 2009, je letalo Air France strmoglavilo v Atlantiku, ki je letelo iz Brazilije v Pariz. In kaj se je zgodilo? Potem, ko so pač po 2-3 letih našli črne skrinjice, so ugotovili, da je prišlo do neke okvare, zaradi katere se je avtopilot izklopil. In pilota bi morala prevzeti nadzor in ročno upravljati letalo. In nista bila usposobljena za to. Ker pač vedno avtopilot deluje. Vedno je deloval, ne. Če ne deluje, to se pa itak nikoli ne zgodi, potem pa moraš narediti to. In tega pač nista znala in je 228 ljudi umrlo. Skratka, čeprav človek mogoče ne bo vedno delal, bo pa pač njegova vloga, po mojem skromnem mnenju, še vedno izjemno pomembna ali pa še pomembnejša pri vseh teh procesih, ki jih avtomatiziramo. Druga stvar, kako se tega problema lotiti, ki je bolj kratkoročne narave, je seveda ta, da se preusmerjamo iz poklicev, ki jih je lažje avtomatizirati, v neke bolj kreativne zadeve, kjer je umetna inteligenca še strašansko primitivna, ali pa recimo v take zadeve, ki terjajo več osebnostnega čuta. Recimo receptorje in pa prodajalce v trgovinah je lažje nadomestiti z neko avtomatizacijo, kot pa recimo očesnega kirurga, ali pa recimo kakšnega koreografa. Zdaj bom zaključil, ker sem verjetno že predolg. Rad bi zaključil z nečim pozitivnim, da ne bom govoril preveč o slabih stvarih, pa o uničenju človeške rase strani umetne inteligence in strojev. Mislim, da v prvi vrsti ne smemo pozabiti, da je potencial umetne inteligence strašansko velik in da to pravzaprav rabimo. Ker če pogledamo nazaj, recimo v zadnjih 50 let, kaj so največji dosežki, tehnološki dosežki človeštva po pristanku na Luno? Sigurno osebni računalnik, sigurno svetovni splet. Potem ne vem, kaj še točno štrli ven. Če pa gledamo 50 let pred pristankom na Luno, pa smo dobili avtomobil, letalo, raketo, televizijo, radio, antibiotike. In mogoče bi se morali vprašati, ali mogoče rešujemo napačne probleme. Mogoče pač v tem pehanju za napredkom in dobičkom mogoče ne rešujemo velikih problemov. Spomnim se ene naslovnice, na kateri je bil Buzz Aldrin in je pisalo na njej: obljubljali ste mi kolonije na Marsu in kaj sem dobil? Facebook. Mogoče je to dobra ilustracija tega primera. Skratka, upam, da nam bo umetna inteligenca, avtomatizacija in vse ostale stvari, ki nas čakajo v prihodnosti, pomagala, da bomo v naslednjih 50 letih dosegli več, kot smo v zadnjih 50 ali pa v zadnjih 100 ali pa mogoče v zadnjih 500 letih. In upam, da bodo te spremembe na bolje. Hvala. To je bil torej pogled v digitalno kristalno kroglo prihodnosti in Matjaž Horvat. Brez skrbi, ostali gostje na tem panelu, tudi vi boste imeli priložnost pogledati v to kroglo, ker bomo na tak način namreč zaključili panel. Ampak zdaj pa najprej pojdimo iz potencialnih kolonij na Marsu na zelo konkretne zadeve. Gospod Peterle, enotni digitalni trg naj bi olajšal čezmejno poslovanje v digitalnem svetu tako za ponudnike kot uporabnike. Sliši se odlično.
Ampak vi imate za seboj eno zelo konkretno izkušnjo, kako človek meje premika v praksi oziroma kako dolgo lahko to traja. V primeru roaminga je od vaše ponudbe pa vse do izvedbe minilo več let. Kaj vse se je vmes dogajalo, pa na kakšne težave vse lahko naleti ena takšna ponudba? Ja, hvala za to vprašanje. Mene ravno časovna dimenzija oziroma časovni vidik zelo vznemirja. Torej od tiste pobude, da ne bi bili več kaznovani, če telefoniramo čez meje, je trajalo tako rekoč več kot 10 let. Ne? Ampak če se spomnimo, kakšni so bili prvi odzivi, gospa Redingova, ki je bila komisarka pristojna za to področje, je rekla, a si nor, nacionalni telekomi bodo absolutno proti. Ne? No, pa se je zgodilo, ampak je trajalo dolgo časa. Ne? In zdaj bom preskočil iz te zgodbe v Peking, v Beijing, pravimo zdaj. Ne? Jaz sem bil tam pred nedavnim v Huawei-vem centru, iz katerega se da gledati v smeri, v kateri ste vi zdaj govorili. Ne? In je bil tam moj kolega, ki je hotel malo komplimentov dajati, pa je rekel, vi, kjer še niste ta glavni, boste pa čez par let ta prvi. Ne? In je potem gostitelj naš, ki je odgovoren za strategijo Huawei, je rekel, veste, nas ne zanima biti ta prvi, mi bili radi najboljši. Ne? In zdaj ta najboljši, torej vidim dva pomembna elementa, kakovost in hitrost. Danes so številni sposobni narediti produkte takšne ali druge vrste z odlično kvaliteto. Razlika je tem, kdo to naredi prej. Ne? In tukaj mislim, da gre zdaj za ta evropski izziv. Ali bomo sposobni neke hitrosti, ki nam bo zagotavljala kakšno, bi rekel, vodilnejšo vlogo. In mi se ne poslavljamo samo, bi rekel, iz analogne dobe, čeprav mislim, da nam predajmo včasih manjka malo refleksije. Mislim, da je bilo dobro tudi videti, kaj je v analognem času vendar bilo v redu. Ne? Jaz si ne želim recimo, da mi digitalizacija popolnoma urodi odnos z mojo ženo ali kaj podobnega. Ne? Tudi digitalizacija ne more pomagati kantaloncem, ker se samo odločbe ne da, pravice do samo odločbe ne da digitalizirati. In še kaj drugega. Ne? Mimogrede sem se pa obrnil na Ubra, katerega predstavnik tukaj sedi, da mi pomaga rešiti problem. Jaz, če hočem priti v Strasbourg, moramo stati ob 5, da pridemo v Strasbourg v 7 ali 8 urah. Jaz bi bil tam v uri pa pol do 2. Ne? In sem se obrnil na Uber kot nekdani štopar, takrat je bilo treba prst dvigati, zdaj pa klikneš s prstom. Ne? In bi rad prisedel v Ljubljani na nek avion, ki me bo ponedeljek odpeljal v Strasbourg in v četrtek nazaj. Ne? In sem prepričan, da se bo to zgodilo, ker če bom potoval tako kot doslej, bom veliko časa zgubil. Ne? V tej dobi, čeprav se mogoče bližamo vprašanju, kaj bomo delali, ko ne bo treba več delati. Ne? Torej, jaz mislim, da bom še nekaj časa delal, ne? In bi rad te probleme nekako rešil. Torej, danes ni več mi smo živeli v času, ko se je veliko pogovarjali o velikih in majhnih. Ne? Danes ta delitev na velike in majhne odpada, bi rekel. Ne? Sem prej omenil že primer Estonije. Estonija je danes vodilna digitalna sila znotraj Evropske zveze in uživajo v tem. Bi rekel, to pomeni eno kreativnost. Jaz sem videl mlade ljudi z žarom govoriti o tem in delati. So nam stvari take kazali, da sem jaz rekel, sem preselil za en mesec tja, da vidim malo te laboratorije, kako te stvari delajo. Ne? Pa ne mislim, da je samo, da se tam Skype rodil ali še kaj tasga. Ne? Jaz bi rekel, v tej dobi zdaj ima vsak, ki se lahko priključi na neko mrežo, ima šanso. Ne? Lahko pride z idejo ven. Ne? In jaz, ker mlade ljudi srečujem, mi eden rekel, sem 55 prošen sem poslal za zaposlitev, pa posod so mi rekli ne. Ne? Seko, mogoče pa moraš ti malo spremeniti strategijo. Ne? Seko, ti ne prosi za službo, ti napiši, da imaš rešitev za firmo in da si tisti, ki ga nujno rabijo.
Mislim, vse je seveda od pristopa odvisno. Ne, sem se tle veliko stvari zapisal, ki jih nisem bil niti vprašan, ampak jaz se predvsem z zdravjem ukvarjam v Evropskem parlamentu, sem tudi sopredsedujoči delovne skupine za zdravje. Na področju zdravja se obeta toliko možnosti in tega takega staranja evropske družbe, ne. Ampak ko smo z gospodom komisarjem Oettingerjem pred 2 leti imeli odmevno konferenco, sem jaz tam gledal robote, ki so krožili po sobah, ne, tako kot krožijo tisti sesalci avtomatski, ne. In sem rekel, maloriga, ne, mislim, se to lepo zgleda, robot ti prinese kavo, ti dvigne kavter in tako naprej, ampak jaz ne bi rad umrl z robotom, ne. Bi si želel, da me kdo drug obišče ob zadnji uri in tako naprej. Ne. No, zdaj še nekaj bom izkoristil to priliko, ker je bilo o umetni inteligenci govora. Jaz bi si želel, to naslavljeno gospoda vodjo pisarne Žumra, da bi se lotili enkrat umetne inteligence. Jaz sem član parlamentarne delegacije za Indijo in tam smo srečali v Bangalorju, ki velja za Silicijevo dolino Indije, ne, ljudi, ki so z umetno inteligenco pomagali Trumpu. Danes ne bom govoril o Melani, ki je bila rojena samo 15 km od moje vasi, ampak o tem drugič. Ampak ta mož je sodeloval v ekipi preko Cambridgea, ki je sodelovala v ameriški volilni kampanji na Trumpovi strani, ne. In tam so nam demonstrirali par zadev s parimi kliki, tako da so šli enim, zlasti gospodu, ki včasih delal v britanski obveščevalni službi, lasje po konca, ne, ker so mu pokazali, kaj vse ti lahko ven dobiš, če znaš na podlagi preko internetnega poslovanja. Ne, tam so mu pokazali, kdo vse je hekal njegovo stran v zadnjem mesecu in tako naprej, ne, za hec. Ne. In je rekel, lejte, mi prihajamo v veliko spremembo in težavo. Ne. Je rekel, vi ne veste več, ali na računalniku operirate z umetno osebo, da ne rečem, političnim robotom, ki vas izziva z vprašanji in odgovori, ali govorite še z realno osebo. Ne. In tukaj se zdaj meni postavlja eno vprašanje, oziroma veliko vprašanj. Jaz bi rad ostal na tem digitalnem trgu, ne samo objekt nekih interesov, napadov, ne vem kaj še vse. Jaz bi rad ostal subjekt z digniteto, z integriteto, s pravicami, z možnostjo vplivanja in tako naprej. In tukaj pridem jaz nazaj v vlogo regulatorja, ki mi dva sva dva od 751, ki moramo o tem glasovati. In kot je že gospod Turk rekel, ki je super povzetek naredil tega, kar se zdaj dogaja, mi imamo včasih težave razumeti stvari, ker gre razvoj tako hitro naprej. Ne. Je težko razumeti, kaj moramo zregulirati. Ne. Ti moraš biti danes specialist, oziroma rabiš veliko pomoči, da razumeš, kaj je problem. Ne. Pa zvečer greš na iTunes, pa brate eno musko dol dobil, pa rečejo, sorry, Slovenija ni v sistemu. Ne. Ne, in pol prideš do čist praktičnih vprašanj, ali pa hočeš nekaj kupiti, skratka, ne, pa avtorske pravice, pa vse te zadeve. Pa pol vidiš, kako, čisto iz praktične izkušnje, kako pomembno je, da poenotimo zadeve, da je to urejena zadeva, da ti veš, kaj lahko pričakuješ in tako naprej. Tako da jaz, se pravim, imam še veliko stvari, ampak... Brez skrbi, pride še ogromno vprašanj. Hvala lepa za tako dolgo pozornost. Odprli ste par zanimivih poglavij, ki se jih bomo kasneje še dotaknili, pa bova nadaljevala. Kar še mi dva malo, gospod Horvat, sami ste že načeli to področje zaposlovanja, pa tudi zdaj gospod Peterle je šel dejansko na to področje, ko pričakujemo, da bo bodoči zaposleni v podjetju že pripravil rešitev, še preden ga vzamejo v službo. Pa se mi zdi izjemno zanimiva vaša izkušnja. Vi delate za Mozilo, vidimo vas tukaj v Ljubljani, pravzaprav mislim, da živite v Prekmurju. Niste v Silicijevi dolini, pa vendarle delate za enega takega velikega giganta. Kako se je začela ta vaša pot? Tako kot je gospod Peterle priporočal, v bistvu moja naloga, moj izziv, ki sem ga jaz dobil od Mozile je, tu je ta produkt, ki ga mi delamo, da nekaj naredi z njim, karkoli. Kar misliš, da ti leži, v čem si dober, da ga premakni za eno stopničko naprej. In jaz sem imel en teden časa za to, bil sem v službi, to ni bilo 40 delovnih ur,
To je bilo 24 minus 8 krat 7 ur, se pravi, nisem spal in sem pač to delal po noči. Ne, pretiravam. Pač ni se šlo za obseg dela, ampak naloga je bila točno takšna, kot ste rekli. Oni so potem iz tega mojega pristopa in iz moje rešitve ocenili, a sem jaz dovolj dober za njih ali ne. Seveda pa to ni bil edini del intervjuja. Jaz sem z Mozilo sodeloval, ker Mozilla je namreč neprofitna organizacija in sem z njo sodeloval že kot prostovoljec iz gimnazijskih časov, tako da so mene poznali že odprej, res da po nekih drugih rečeh, po drugačnem delu kot po tem, ki ga upravljam danes, ampak sem šel po tem preizkusu znanja še skozi cel proces intervjuja, ki traja, v bistvu to so 4 telefonski intervjuji običajno, pa potem en cel dan, recimo 8 ur intervjujev on-site, v neki Mozilini pisarni. To je postopek, ki je pravzaprav zelo podoben pri večini podjetij v Silicijevi dolini. Kar se pa tega tiče, da jaz sedim v Lendavi, delam pa za podjetje iz Silicijeve doline, to je verjetno nekaj, kar je odvisno od vsakega posameznika. Jaz to možnost imam in meni zelo ustreza, meni je všeč pod Lendavskimi goricami. Imam pa sodelavce, ki so začeli delati od doma, pa so pozneje rekli, da jim to ne gre in so prosili, če lahko gredo v pisarno in zdaj delajo v pisarni. Tako da pač to je verjetno odvisno od posameznika, od posameznikovih navad. Je pa zame en velik plus. Je pa treba, kot ste sami rekli, biti malo kreativen, pa se povzpeti v tem svetu. Verjetno malo drugače, kot je bilo nekoč klasično pisanje prošenj. Ja, dobro, jaz nisem sicer, mislim, da nikoli nobene klasične prošnje napisal, tako da niti ne vem, kako te stvari potekajo, ampak sem pa to spremljal pri drugih ljudeh in vem, da to ni nekaj, kar si človek želi delati večji del časa. Jaz mislim, da je en tak splošen recept, pa nočem nikomu soliti glave, je ta, da je potrebno na nek način štrleti iz povprečja. Pa če se le da, ne v negativnem smislu. In se nekako narediti vidnega. Tako da pač to je zdaj seveda zelo odvisno od vsakega posameznega delovnega mesta, od vsake branže, ampak to splošno načelo mislim, da kar povsod velja. Biti viden, gospod Andrijanič, Uber je definitivno viden. Podjetja, kot je Uber in ostala, vstopajo na trg nekoliko drugače, kot so v preteklosti vstopala podjetja in dejansko namesto zgolj nekega produkta prinašajo novo miselnost, nove rešitve, v kratkem času pravzaprav kreirajo nek malo drugačen svet, če temu tako rečeva. Pa mi povejte, kako pomembna komponenta delovanja Uberja je neka družbena odgovornost? Kakšna je pravzaprav prednost, pa res tista odgovornost, ko imaš v rokah moč, da dejansko spreminjaš navade ljudi? Najlepša hvala za prijazno vabilo najprej in za to vprašanje in za kar nekaj navdihujočih misli na začetku. Naj najprej povem eno svojo. Po mojem mnenju digitalna transformacija in digitalna tehnologija ni cilj, ampak zgolj sredstvo. Cilj je nekaj povsem drugega. Cilj je boljše življenje. Cilj je mesto, ki je veliko bolj zeleno in prijazno za vse svoje meščane. Cilj so varnejše ceste, recimo. Ne? Na primeru avtonomne vožnje lahko to najbolje ponazorimo. Ne vem, če veste, ampak vsako leto umre več kot 1 milijon ljudi v prometnih nesrečah. Velika večina teh prometnih nesreč, govorim o več kot 90%, je povzročenih zaradi človeške napake. Današnja tehnologija je v marsikaterem segmentu že veliko pametnejša in boljša od človeške presoje, vsaj ko gre za vedenje za volanom. In če lahko z našimi tehnologijami rešimo nekaj 10.000 ali pa celo 100.000 življenj, smo s tem, mislim, da naredili človeštvu že veliko usluga. Skratka, cilj ni digitalna Slovenija ali pa digitalna Evropa sama po sebi. Cilj je Slovenija, ki nudi mladim boljše priložnosti, starejšim
varnejšo in pa lepšo starost in pa vsem nam višjo kakovost življenja. In na to se moramo fokusirati. Pravzaprav se je ideja za naše podjetje rodila v Evropi. Naša ustanovitelja sta leta 2008 na nek zimski večer obtičala v Parizu po večerji brez možnosti, da bi naročila taksi. Tisti, ki ste bili že kdaj v Parizu, verjamem, da velika večina, morda veste, da je taksi v Parizu zelo težko naročiti, ker jih ni veliko, pa še zelo dragi so. No in ona dva sta po tisti večerji in prijetnem druženju obtečala sredi zasnežene pariške ulice in po parih minutah tuhtanja rekla, kaj pa, če bi obstajala ena aplikacija, kjer pritisneš eno tipko in dobiš varen, ugoden in zanesljiv prevoz kjerkoli, kadarkoli. In tako se je v bistvu vse začelo. Danes smo prisotni že v več kot 650 mestih po vsem svetu, v več kot 70 državah, od tega kar v 21 državah Evropske unije. Na dan opravimo več kot 15 milijonov prevozov, do zdaj pa smo opravili več kot 2 milijardi prevozov vsega skupaj. Skratka, prinesli smo revolucijo na področju urbane mobilnosti in lahko povem, da je Estonija recimo bila ena prvih držav v Evropi, ki je na moderen način uredila regulativo tako, da jo odpre novim poslovnim modelom, kot je tudi naš. Ne samo to, z estonsko davčno upravo imamo tudi formalno sodelovanje in sicer izmenjujemo podatke in prav to prakso je Evropska komisija ocenila kot eno najboljših v Evropi. Skratka, digitalne platforme ponujajo neskončne možnosti. Ne samo to, gospod Peterle, da boste morda v Strasbourg potovali kakšno uro manj, ampak predvsem govorimo o neki kakovosti bivanja, ki je zelo pomembna. Ne vem, če veste, ampak pred kratkim sem bral eno zanimivo harvardsko študijo, ki je povedala to, da je v bistvu najbolj socialno ogrožen tisti, ki je najdlje od svoje službe ali pa šole. In ki največ časa porabi za to, da pride na delo ali pa k pouku. Zakaj je temu tako? Enostavno zato, ker zgubljaš čas na metroju, na avtobusu ali pa kako drugače, ki bi ga sicer lahko porabil za učenje, za delo, za piljenje spretnosti, za pisanje rešitev za inovativna podjetja in tako naprej. Skratka, naš cilj še vedno ostaja isti, kot je bil na začetku. In sicer, da omogočimo vsem zanesljiv, varen in pa ugoden prevoz kjerkoli na svetu in kjerkoli v mestu, pa naj bo to bogata četrt ali pa revna. Želimo v bistvu ponuditi alternativo osebnemu lastništvu avtomobilov. In to je ta problem, ki ga danes deljeni prevozi in platforme, kot je naša, v bistvu rešujejo. Na svetu, še en zanimiv podatek, je več kot milijarda avtomobilov. V Sloveniji recimo imamo registriranih skoraj 1.100.000 avtomobilov. Avtomobil je ponavadi drugi največji odhodek vsakega gospodinjstva, pri čemer stoji na meru 96% celotnega časa. Večina ljudi v velikih mestih porabi s čakanjem v gneči več kot 2 tedna vsako leto. Ali je res to potrebno? Ali res ni mogoče na pameten in tehnološko napreden način doseči, da več ljudi uporablja manj avtomobilov? In deljene vožnje so na tem področju en velikanski skok naprej. Ja, lahko gradimo nove ceste, lahko postavljamo nove mostove, ampak to stane in traja 10 let, preden se uresniči. Skratka, mi ponujamo vizijo urbane mobilnosti, ki je ne samo deljena, ampak tudi električna in pa avtonomna. Po podatkih OECD-ja bi lahko, če se ta vizija seveda uresniči v naslednjih desetletjih, že leta 2050 na naših cestah bilo 90% avtomobilov manj, kot jih je danes. Zdaj si pa predstavljate, kaj to pomeni še za kakovost zraka v mestih, kjer je recimo promet, še posebej avtomobili, tisti, ki glavni prispeva k onesnaženosti zraka in pa, da ne govorimo o ostalih stvarih. Hvala lepa. Bova še kar malo ostala pri vas.
Gospod Peterle je že prej omenjal svojo pot z roamingom, je trajalo kar nekaj časa, da so se stvari premaknile. Tudi Uber dejansko marsikje naleti na ovire sistemov, na negodovanje. Kako se soočate s tem, pa kateri so v bistvu tisti glavni izzivi? To je zelo dobro vprašanje, še posebej bom rekel za Evropo in tudi za Slovenijo. Tehnologija je vedno skozi celotno zgodovino bila korak pred zakonodajo. Ta korak pa je v naših časih zelo, zelo velik. Najbrž večji, kot je bil kadarkoli prej, ker je inovacij mnogo več, kot smo jih doživeli kadarkoli. Tako da jasno je, da vsaka sprememba nekaj časa traja, ampak moramo se zavedati, da na svetu nismo sami. Da Evropa pravzaprav lovi dvojni zaostanek. Zaostanek za Združenimi državami in danes že za Kitajsko. Dober primer je recimo samovozeča tehnologija. Te dni ameriški kongres sprejema zakon, ki bo omogočil samovozeče prevoze v Združenih državah. Medtem ko se mnoge države v Evropi še vedno ukvarjajo s tem, ali bi dovolile varnemu vozniku, da z varnim avtomobilom odpelje nekaj voženj na teden in se s tem zagotovi nek dodaten prihodek. Digitalna transformacija, platforme, kakršna je naša, niso trend. Moramo se zavedati, da so danes v svetu standard. Zadnjič sem slišal en zanimiv komentar v New York Timesu, ki pravi nekako takole. Mesto brez Uberja, mesto brez Airbnb-a je kot hotelska soba brez Wi-Fi-ja. Danes je to nekaj, kar ljudje pričakujejo. Na Hrvaškem recimo smo samo tekom poletne sezone so našo storitev koristili tujci iz več kot 118 držav. 118 držav. Samo na hrvaški obali med Splitom in Dubrovnikom. Kot rečeno, na dan naredimo več kot 15 milijonov prevozov po celem svetu. Da v Airbnb-u ne govorim. Jaz mislim, da in to rečem vsakemu ministru za turizem ali pa ministru za promet, s katerim se pogovarjam, moderna država je tista, v kateri minister za promet sem pa tja uporabi Uber in minister za turizem sem pa tja prespi prek Airbnb-a. Zato, da vidi, kam gre ta svet oziroma kam je že prišel. Tako da ja, ta pot ni vedno enostavna, ampak mislim, da mora biti politika dovolj odgovorna in pa korajžna, da ta preskok naredi tudi sama. Mislim, da je Evropska komisija na tem področju naredila ogromno dobrega, še posebej lani z Evropsko agendo o sodelovalnem gospodarstvu, ko je zelo jasno državam članicam pokazala smer, po kateri seveda lahko pridemo do ne samo digitalne transformacije, ampak boljšega življenja vseh državljanov. Tako da se, vemo kako, dobrih primerov imamo cel kup, zdaj pa na nas oziroma naši politiki in državni upravi, da iz Slovenije naredi srednjeevropsko Estonijo. In to je mislim, da nekaj, kar si želimo ne samo mladi v tej državi, ampak prav vsi. No pa bomo kar politiko vprašali, oziroma tole bo zdaj vprašanje kar za vse sodelujoče na tem panelu. Načeli ste vprašanje regulacije. Zdaj v povezavi s tehnološkimi giganti od Facebooka do Googla do Airbnb-a, tudi Uberja, za vse poslušamo nekako v Evropi pobude, kako obdavčiti, kako jih nadzorovati. Vsa ta podjetja zbirajo ogromne količine podatkov, v kakšne okvirje jih pravzaprav postaviti, pa me zanima mnenje vseh sodelujočih, v kakšne okvirje bi jih postavili vi. Ali podpirate ta bolj ameriški sistem puščanja prostih rok ali vendarle neke regulacije, o kateri je ogromno govora? Ja, lep dober dan. Poglejte, kot so predhodniki že dejali, svet se zelo na hitro spreminja in tu smo, mislim, da naleteli to, kar je zdaj Marko opozarjal, na ta dva različna pristopa, anglosaksonskega in pa evropskega, kjer v anglosaksonskem sistemu človek sam poskrbi za svojo zdravstveno, pokojninsko in še katero zavarovanje, v Evropi smo pa naredili te javne blagajne. In potem pridemo na 28 držav, 28 nacionalnih filozofij in politik, pa na evropsko politiko in na procese, ki so v Evropi bistveno počasnejši, kot je ta digitalizacija, ki se nam dogaja. Zato moje stališče, jaz tudi imel priložnost v tem času, ko sem v Evropskem parlamentu se z različnimi temi stvarmi srečati in zame je bil
komisar Oettinger, ki je zdaj prišel na drugo področje, začel z digitalizacijo, on se je v bistvu zdrmal ali pa iz panca evropskega, ki ga mislim lahko odkrito rečemo, smo ga živeli neko desetletje takrat, ko je spoznal, da so kapitalske vrednosti Microsofta, Applea, Facebooka, Googlea in Amazona dvakrat večji kot 15 največjih nemških proizvodnih podjetij. Podjetij 150-200 letno tradicijo in ta podjetja od 5 do 15 letno tradicijo. Drug šok za njega je bil, ko je videl, da ne električni, ampak digitalni e-auto izpodriva nemško avtomobilsko industrijo in da se bo to hitreje zgodilo, kot so še takrat mislili. In od tu naprej, čez prehod skozi Silicijevo dolino, kjer smo imeli neko možnost, ko vidiš, s kakšnim tempom gredo stvari, ali pa če hoče, smo priliko tudi v Šanghaju biti 10,000 Kitajcev v njihovem razvojnem centru, mladih. Bilanca Huawei-a 2014 je bila takšna, da je bil promet 2014, da je že enkrat večji, takšen kot je slovenski brutodružbeni prihodek, v razvoj so pa vlagali toliko kot je slovenski proračun. Ne? In to so te resnice, katere v Evropi kar nekako nismo želeli videti in ko so prihajali skozi ta glavna ali pa stranska vrata produkti, kot je Uber, kot je Airbnb, smo kar naenkrat se znašli v neki veliki težavi. Ne? Na drugi strani imamo zdaj neko tudi, bi rekel, antiglobalistično ali pa antimultinacionalno vzdušje v Evropi in se je to neka sprega naredila, v katerim se je najprej zgradil nek obrambni mehanizem, preden smo prešli, mislim, da v to fazo, kjer je najbrž to, kot je dejal Mark, treba posneti kaj dobrega v Evropi. V Evropi je veliko dobrih stvari, Estonci, nekatere se sklicujejo, da so vas skupaj tam, to so nam povedali, 3 stvari še nimajo v javni upravi digitalizirano. Ne? Najprej, kako kupiš hišo, ker je le to pomembna zadeva, pa potem, če se poročiš, pa ločiš. Ne? To tudi moraš osebno narediti, da te malo vidijo v oči pogledajo, ko to počneš. Tako da pri njih je teh produktov že veliko in jaz sem prepričan, da moramo mi narediti tudi v tej navezi preko držav Evropske unije, zdaj digitalni trg nuja. Ne more se to v 28 državah urejati pa usklajevati, pa vsak svoje kaprice se iti, kot se gremo marsikje drugje, da je treba enostavno za veliko hitrostjo te spremembe sprejemati, biti pa pozoren predvsem na to, kar je bilo tudi že to rečeno strani Markove strani, ker je Uber kako drugače okarakteriziran, predvsem kje je človek in da bo človek v ospredju. In tu mislim, da tisto, kar moramo imeti, najbrž nobenemu od nas ni všeč to, da nas v bistvu imajo na rentgenu vsi skupaj, da nas nekdo gleda. Ne vem, da v Ameriki, ne vem, ker sem pač v kmetijstvu, John Deere, ki je en tak zelo digitalen traktor, da spremljajo lahko Američani, kje ti traktori po Evropi vozijo, da je največji lastnik posamezni John Deere pa Monsanta Bill Gates. In da so take stvari, ki potem bodejo, ki zahtevajo neko zgodbo, kjer moramo svojo aktivno vlogo odigrati. Tako da z moje strani sprejeti izzive, odpravljati regulatorne ovire, ki jih definitivno imamo, da po spredje človeka, ki bo lepše, bolje živel in imel tudi neko zasebnost še vedno v tem svetu. Hvala lepa, gospa Kokelj. Ja, pogled na to, da imamo internet, ki je star in ga uporabljamo, ne, približno eno generacijo, je čas, da se tudi v naši družbi zgodijo taki veliki premiki, ki jih v zadnjih nekaj letih vidimo. Blockchain tehnologije, na primer, omogočajo različne vrste projektov ali pa idej, zamisli, da se približajo javnosti. In to ni javnost samo na enem ozemeljskem teritoriju, naprimer primerjava Amerike z Evrope ni več smiselna, zato ker pač tehnologije napreduje tako zelo hitro in povezave in možgan različnih, recimo multikulturnih okolij, religij, znanosti, povezovanje teh različnih znanosti prihaja tako hitro in na takšne načine, da pravzaprav tega ne moramo niti slediti, ne pa regulirati. Ne? In države in tudi znanost v smislu izobraževanja zaostaja za tem in priložnosti tukaj so, da pač razvijemo mehke mehanizme, ki temu sledijo oziroma primerno regulirajo vse te aktivnosti. Ne? Na to se seveda navezujemo, da imamo danes Uber za vse mogoče ali pa Airbnb za vse mogoče. Ne? Tudi slovenski primeri so zelo vidni, ne? Od Bitstampa kot enega takih primerov, ki je zgledan, vsa Evropa ga tudi zelo tako ocenjuje, do Economija, ki ga bomo dan še poslušali in spremljali, ali pa naprimer enega tazga odprtega Airbnb ali pa Ubera v glasbeni industriji, ki se je tudi letos rodil v Sloveniji, Viberate. In kaj pravzaprav te
izzivi prinašajo, ne, je pravzaprav novosti. Ne. Tisto, kar je bilo v ICO-tih, recimo Initial Coin Offering, ponujeno pred pol leta, danes ni več aktualno, oziroma sploh ni več tisto, na kar se lahko oslonimo, pa rečemo, ok, mi bomo pa tudi naredili nekaj takšnega. Pravzaprav ponovljivosti na ta način ni več in tehnologije, kot jih lahko spremljajo, grejo s tako hitrostjo naprej, da je potrebno ene take pametne, primerne ukrepe in pristope, odprte, mehke, narediti, da se pravzaprav vse to lahko spoji. S čim pa se spajamo, ne? Mi rečemo, da izhajamo iz narave, ne? Tudi vsa umetna inteligenca, robotika in vse, kar je pravzaprav narejeno v tem svetu in ponujeno nam v uporabo, torej mi smo uporabniki in nekdo nam poskuša vzgojiti potrebo ali ponuditi nekaj in mi smo neko ceno, ki jo danes merimo v različnih valutah, tudi ne virtualnih valutah, smo pripravljeni plačati ali odslužiti ali vložiti. In pravzaprav vse to je tisto, kar je del izmenjave, ampak izmenjave nas v enem balansu, ne, s čim pa smo v balansu iz naravo in s sabo, kamor smo pač upeti in nazaj se vračamo v nekaj, kjer rečemo, da je lahko ekološko ali pa bolj k človeku obrnjeno kmetijstvo ali življenje ali prosti čas ali pa oblika delovnih mest za prihodnost. Moje mnenje na primer je, da delovna mesta ne bodo izginila ali pa naše delo se ne bo spremenilo, vkolikor mi nismo pripravljeni sprejeti kvalitete v povezavi z delom, ki ga še želimo upravljati in ki mu želimo slediti ali pa mu reči, ok, yes, my power ali pa nekaj, kar jaz živim in moj passion je pravzaprav v tem. Hvala lepa. Gospod Horvat. Jaz bi glede regulacije mogoče omenil še en problem. In sicer problem avtorskih pravic, ki smo se ga na nek način že dotikali. Meni je tudi strašno hudo, ko sem nekje v tujini, pa ne vem, ne morem gledati nekih vsebin, zato ker pač v tisti državi ta ponudnik ni zakupil avtorskih pravic za neko športno tekmo ali za nek glasbeni posnetek. In veseli me, da se na tem področju odvijajo neke spremembe na boljše. Ker neverjetno se mi zdi, da leta 2017 praktično povsod po Evropski uniji ilegalno objavljati internetni meme, se pravi neko slikco, ki jo vzameš, najdeš na internetu, dodaš nek napis, se malo pošališ. To je v bistvu kršitev zakonodaje, ne? Saj verjetno noben ni zaradi tega kaznovan, ampak je to en lep primer, ena ponazoritev rigidnosti, ki jo imajo pač države članice v Evropski uniji. Ko sem pred nekaj leti preko medijev slišal informacije o digitalizaciji, pa da gre Slovenija v digitalizacijo, pa da je to velika tema v Evropski uniji, sem najprej pomislil, pa kako je lahko to tema zdaj, ni to bila tema v 80-ih. In mislim, da to še en dokaz za to, kako smo v bistvu počasni. In pač normalno, politika bo vedno počasnejša, kot si že Marek ti sam omenil. Bo vedno morala slediti gospodarstvu in inovacijam, ampak mislim, da je nek izziv ta, ali lahko zakonodajo oblikujemo na ta način, da je fleksibilna, da ne bomo vedno znova imeli teh problemov, ampak jo lahko pripravimo do te mere, da je forward compatible, da je pač združljivo z spremembami, za katere še danes niti ne vemo, da pridejo. Bova samo še gospodu Peterletu dala besedo pred tem, da zaključi ta krog. Torej, gospod Peterle, tudi za vas, ki je tista meja med regulacijo in svobodo, pa tudi mogoče to, kar je pravkar izpostavil gospod Horvat, ali je mogoče zakonodajo oblikovati na način, da je vendarle aktualna nekaj časa? Veste kaj, jaz mislim, da bo pritisk, grdo rečeno, potrošnikov oziroma uporabnikov močno vplival na razvoj regulacije. Prej je že gospod Bogovič omenil nekaj, kar velja tudi kot politično geslo, ne, državljan v sredini, ne, citizen in the center. Ne, ampak to ni geslo, to pri
teh novih ponudbah izrazito čutimo, ne. In tukaj se zdaj ene stvari lomijo, ne. Seveda sistemi taksistov recimo, ne, so pač na nek način prizadeti, ne. Davkarji za nekaj časa tudi, če tako rečemo, ne. Ampak bistven podatek tukaj je, da so ljudje z veseljem sprejeli te nove ponudbe, te nove sisteme, te nove prilike, ki jim tudi omogočajo, da cenejš, da ne rečem hitrejš, skozi pridejo, kar se prometa tiče, ne. Jaz mislim, da bo en od glavnih vodil bo razumeti potrebo državljana, uporabnika, ne. In če bomo šli v tej smeri, mislim, da bomo tudi najbolj prav delali. Hvala lepa, gospod Andrijanič, zelo na kratko replika. Hvala lepa. Naj povem, da konec koncev gre za vprašanje izbire potrošnika. Dober primer recimo bi bil, da bi imeli v Sloveniji samo Mercatorje, zato ker to Mercatorju najbolj odgovarja. Pa da bi zaprli vse Hoferje, Špare, Lidle in tako naprej, da bi prepovedali spletno trgovino. To najbrž ne bi šlo. Ne samo zato, ker bi bilo politično nezaslišano, ampak ker bi bilo noro z vidika pravic potrošnikov. Potrošniki zaslužimo izbiro. In vse te stvari, ki prihajajo, širijo izbiro potrošnikov. Dajo dodatno možnost, da pridejo do poceni ugodnega ali pa varnega prevoza, ali prenočišča, ali česarkoli drugega. Ker naenkrat imate vi na platformah večjo izbiro, kot ste jo imeli kadarkoli prej. Lahko kupujete stvari iz Kitajske, lahko kupujete stvari iz Tunizije, lahko kupujete stvari iz Prekmurja. Skratka, vaš pogled je bistveno širši od meja naše države in mislim, da je to za potrošnika dobro. In mislim, da morajo regulatorji, ko oblikujejo novo zakonodajo, enostavno skrbeti za to, da bo potrošnik imel izbiro. Ne, da bo en ponudnik privilegiran vis-a-vis drugega, ne, da bo obstajal samo drugi ali pa tretji, ne, da bomo samo tukaj mi, konec koncev, mi nismo edino podjetje na tem segmentu. Imate jih cel kup po celem svetu, na Kitajskem nismo niti številka 1, prav tako ne v Rusiji in v Indiji. Skratka, rodila se je nova industrija, ki mimogrede, vsaj bom rekel v Evropi, ne načenja obstoječih delovnih mest, ampak gradi nova. Ne, na Hrvaškem, to je dober primer, je število taksistov, odkar je Uber prišel na tržišče, zraslo. Zakaj? Enostavno zato, ker smo začeli menjati navade. Ljudje puščajo svoje avtomobile doma in gredo v mesto ali z Uberjem ali pa s taksijem. In če bomo še naprej tako uspešni pri menjanju teh navad, potem bo to za vse bolje. Hkrati pa nova konkurenca sili obstoječe ponudnike, da so boljši, da so cenejši, da so avti lepše pospravljeni, da je voznik bolj olikan. Skratka, konkurenca potrošniku koristi. In to je tista korist, ki bi jo mogla politika in pa regulator zasledovati. Hvala lepa. Več ponudbe pa želi svojo pobudo zadnjo tudi na podeželje vnesti evropski poslanec Bogovič. Torej, ja, nekako se kar ustvari nek takšen vtis, da je veliko teh rešitev namenjenih za mesta. Za mesta, ampak vi boste zdaj te rešitve odnesli tudi na podeželje. Kaj si torej lahko na podeželju ljudje obetajo, kako se bo spremenila in podoba podeželja, sistem dela, način dela, pa tudi kmetovanje kot takšno? Hvala za to vprašanje in prej je bil izzvan gospod Matjaž, da napove prihodnost in ena od napovedi, s katero se sam ne strinjam oziroma bi rad naredil, kje da bi se drugače zgodilo, je to, da bo, ne vem, 50-70% ljudi živeli v metropolah in da bomo pomeščali populacijo. Zagotovo bo šli trendi v to smer, ampak kaj narediti, da ne stojimo križem rok in da zagotovimo tudi podeželju nek primerno mesto, status in pa konec koncev tudi kvaliteto bivanja. Zato sem začel s to pobudo Smart Cities, ideja, ogromno rešitev, Uber z lahkoto funkcionira pri tej koncentraciji ljudi, ostaja pa podeželje, ki je večina prostora, pa zelo največkrat, hvala Bogu, v Sloveniji še več kot pol ljudi, druge po Evropi, širom po svetu še pa bistveno manj kot polovica ljudi. In sedaj prvič kaj narediti, in zato sem šel z idejo in tudi predstavil to idejo tako naši komisarki Bulčevi, kasneje komisarju Hoganu,
komisarki Krecu, se pravi komisarjem zdolženih za mobilnost, kmetijstvo in pa regionalni razvoj. Vsi trije so takoj prijeli za to idejo in hkrati omogočili, da je naša pobuda za tako imenovano pripravljalni ukrep, to je druga stopnja od pilotnega ukrepa, dobili pri zeleno luč na komisiji in zdaj je šla že zadeva skozi proceduro odbora za kmetijstvo, pa tudi odbora za budžet in novembra pričakujem, da bo podprto. To pomeni, da dobimo 3,3 milijona v proračun leta 2018, digitalizacija na podeželju, Smart Villages in cilj tega projekta je, da se skozi pregled stanja v 10 državah, poskrbel bom, bo Slovenija ena izmed njih, pregledalo stanje najprej kakšne osnovne infrastrukture, se pravi, kako imamo pokrito s signalom, z optiko, tudi podeželje. Od tam naprej pa saj zaenkrat so zastavljeni 3 stebri, ki jih želimo pregledati. Prvi steber, ki je vezan zelo na samo kmetijstvo, je to precizno kmetijstvo, malce sem prej omenil, senzorika, upravljanje nadaljavo in pa spremljanje pojavov, gnojenje, škropljenje, namakanje z ključnim izzivom, ki ga ima kmetijstvo pred sabo, kako prehraniti vedno več ljudi in kako z omejenimi viri te vire uporabljati na naravi čim prijazen način. Da zelo skrajšam in to poslanstvo in to delo že danes z velikimi koraki dela industrija, podobno kot se v mestih na drugih polih najde, je ta kmetijska oprema in vse kaj iza tega zelo dobro. Naprimer, Novosadski inštitut je izredno močan v tem biosenski, tudi počne, tako da ni to domena samo nekih Američanov pa Evropejcev v EU, ampak na marsikje se to dobro dogaja. To je prvi steber. Potem prideta pa 2 stebra, kjer je pa iza tega več tudi javnih politik, tudi v prvi je, glede na Common Agriculture Policy, zapravo na skupno kmetijstvo politiko, in ta 2 stebra sta mobilnost na podeželju in naslednje dobro počutje na podeželju. Mobilnosti se želimo dotakniti tega problema, da Uber najbrž ne bo po vaseh pobiral ljudi, da pa je treba tem ljudem tudi omogočiti to mobilnost, povezati, preplesti med sabo javni promet, pobude, najbrž tudi kakšno e-mobilnost, kjer bo razpršena tudi energetika po podeželju in te stvari, in se želi potegniti take primere, kot ga imamo, ne vem, v Sloveniji že primer Sopotnika v Brkinih, kjer so se IT-ovci odločili, da je tudi družbeno odgovorno, da pomagajo starejšim ljudem organizirati prevoze in to uspešno delajo skupaj z občinami. Lokalni gostilci pa celo tisti volonterjem, ki vozijo popoldan avto, dajo za kakšno pico. In prihajam potem naslednje področje, mobilnost produktov na podeželju, kajti v kmetijstvu se soočamo s tem, da je vsa ta avtomatizacija opreme so naredile zahtevo oziroma na kmetiji lahko zaslužiš z osnovne kmetijske dejavnosti za polni zaslužek na vedno večjih površinah. In če lahko, ne vem, nek kamion, že da rečem, iz enega kamiona preide do 10 kamionov, ti ne moreš imeti 10krat več zemlje, ker je to resurs, ki je omejen oziroma ga vedno manj. Zato je padanje število kmetij nek normalen pojav kot kje drugje, da pa se to ne zgodi nekontrolirano oziroma da najdemo manjše priložnosti tudi za manjše kmetije z ekološko kmetijstvo, kaj podobnega, želimo povezati preko teh platform, kar tudi že v Sloveniji obstaja širom po svetu, malega pridelovalca z neko zgodbo v ozadju, s potrošnikom, ki je ne vem, nekje v mestu, vmes pa še zgraditi neko logistiko, ki bo naredila ta proces poceni in bo dostopen do druga. Tu pridemo tudi na polje, zato tudi BTC sodeluje v tej zgodbi, ko smo že doma malce to mrežo pleli, kako stopta v sobivanje mesto in podeželje, kar je nujno, tako da je to. Tretji steber tega dobrega počutja pa prvo področje sociala. Tu delim neke izkušnje, ko sem bil župan v občini Krško 13 let in smo zgradili, ne vem, pomoč na domu, imamo domsko oskrbo, imamo volonterje, zdaj smo v Evropskem parlamentu podelili nagrado Državljan Evrope, slovenski pobudi Starejši za starejše. In se zopet prepletajo od teh storitev, ki so strogo profesionalne, do čisto volonterskih, človek v spredju, in kako ta sistem narediti čim prijaznejši do ljudi, ki so uporabniki, največkrat starejši, in pa po drugi strani tudi iz družbenega javnofinančnega vidika čim bolj vzdržen. Kajti vemo, da se staramo in da bi radi čim dlje živeli, pa čim lepše, tudi v starosti.
Zdravje, področje zdravja, to je e-zdravje, nadaljavo do, ne vem, primera v Ameriki, ko so zelo hitro ugotovili, da jim je ceneje zdravstvene blagajne, ki skozi denar, tam se vse ugotovi skozi denar, tudi zdravstvo je veliko denarja, da je dosti ceneje, če ne vem, nekoga 5krat na teden peljejo na terapijo v bolnišnico in to organizirajo, kot da zasedejo bolnico. Mogoče bi tudi kakšnem našem inštitutu, kliničnem centru, pa ki je druge, ki tako lahko naredili. Potem pride področje energetike. Vemo, da se bo tudi predvsem na podeželju decentralizirala energetika, da bomo, ne vem, lahko avto doma napolnili, ga potem celo to elektriko prodali nek sistem in to področje energetike, od energetskega zadružništva in podobno, kar so že primeri po Evropi primerni. Turizem in podobni segmenti. Cilj te naloge je, kot sem že dejal, to podpira Evropska unija, kjer se pokriva cela vrsta politik, od osnovne kmetijske proizvodne hrane, kratkih proizvodnih verig, digitalizacija, digitalni trg, imamo aging populacijo, imamo digitalno energetski trg, cela vrsta politik, zato smo dobili podporo in zaključki te naloge bodo izhodišče za kreiranje novega finančnega okvirja. Kaj od tega, o čemer zdaj govorimo in na kakšen način v Evropi podpreti, tudi z tem budžetom Evropske unije, zato da te trende malce usmerjamo in to naredimo na osnovi preseka najboljših dobrih praks v 10 državah. Tako da 3,3 milijona evrov ni mal denar, zdaj delam tudi na tej nalogi, tudi v tem smislu, da poskušam in danes je najlepša možnost, da izzivam tiste, ki ste dobri tu, jaz sem uporabnik tega, da stopimo skupaj pa da mogoče na tendru, ker to bo razpis Evropske komisije, Slovenija bo tista, ki bo tam to nalogo naredila za celotno Evropo. In upam, da bomo potem tudi del tega uspeli ali še v tem mandatu ali pa tisti, ki bodo v naslednjem mandatu odločali, čim bolj koristne za ljudi, spravi tudi v proračune in pa finančno politiko za naslednjih 7 let v okviru proračuna Evropske unije. Ja, naj bo torej projekt uspešen. Gospa Kokalj, eno vprašanje, ko sem govorila z ljudmi pred to konferenco, so rekli, ja pa saj Slovenija je krasno pokrita z internetom, veliko je inovacij pa priložnosti, ampak pogosto so pa potarnali nad enim segmentom in sicer nad izobraževanjem. Rekli so, naši otroci v šolah zelo malo izvedo, a se tudi glasnik digitalnih tehnologij kaj ukvarja s tem, a skušate tudi na tem področju kaj premakniti? Torej, če dovolite, bi se jaz samo navezala na prejšnjo vprašanje in sicer digitalni glasnik je v letošnjem letu, začetku leta, dobil poleg povabila digitalna.si oziroma Digitalna koalicija Slovenije eno silno zanimivo in srčno povabilo in to je bilo ravno z področja kmetijstva. Namreč drugo področje v Sloveniji, ki se je izjemno postavilo v zeleno luč oziroma v smer rasti in razvoja digitalizacije, je bilo kmetijstvo. In tam se je organiziralo blizu 20 različnih teh malih področij širom Slovenije, najrazličnejših interesov, kjer si dejansko te digitalizacije želijo. In če se vrnem nazaj na vaše vprašanje, izobraževanje. Ja, izobraževanje je nujno. Kar se pokritosti interneta v Sloveniji tiče, smo dobro preskrbljeni, ker pač je ponudba v konkurenčnem polju kot na drugih storitvah dokaj pestra, seveda različni ponudniki imajo svoje omejitve ali pa prednosti in seveda smo potrošniki tisti, ki potrebujemo zahtevati ali pa pričakovati več in to bomo tudi prej ali slej dobili. Ravno tako z drugimi storitvami. Na izobraževanju je pa pomembno, da razumemo stvari, kje pravzaprav smo. Eno je, da smo mi odgovorni za samo izobraževanje, ne samo izobraževalni sistem, ki seveda gre s tempom, kot pač je primeren in seveda s pisarne digitalnega glasnika se veliko stvari dogaja. Če omenim še neke pozitivne primere, so ravno na Dolenjskem in v vaših koncih, gospod Bogovič, kjer je robotika nekaj, kjer ne samo, da se dogajajo dodatna tekmovanja poleg programerskih, računalniških najrazličnejših smeri do vključenosti lepših, boljših polovic v to sfero, torej kaj punce vse znajo narediti in kaj se odvija v teh smereh. Torej robotika zagotovo je eno od področij, ki je zelo slabo zastopana v šolskem sistemu,
Ampak mi imamo danes na voljo tako proste platforme, na katerih se lahko učimo, tako kot večina tega današnjega omizja, tudi vi, ki ste se morali pripraviti na vse te teme. In hkrati priložnosti in razvoja na formalnem izobraževanju, ne, do akademskega, ki je pač nujno potrebno, ampak v Sloveniji smo tukaj kar dobri, ne, zato tudi pač nekaj ljudi odide, ne, z izjemnimi znanji, ampak tudi na tem odru sedi vsaj nekaj ljudi, ki se poznamo, da smo študirali v tujino, pa delamo tukaj, ali smo zelo povezani s Slovenijo iz projekti in trendi, ki jih poskušamo vklopiti tudi v slovenski razvoj. Naslednja stvar je, da imamo v Sloveniji indeks visoko izobraženih, to pomeni visoko nadpovprečno izobraženih ljudi, ki delujejo na inštitucijah in so redno zaposleni v podjetjih in poslovnem in akademskem okolju na področju raziskav v umetni inteligenci in robotiki, kar je več kot 200 posameznikov. S tem, da moramo vedeti, da smo to samo prešteli tiste ljudi, katere tako in drugače v okolju poznamo. Sicer naša statistika nima natančne te številke, zato ker v podjetjih imamo neka inovacijska okolja, nimamo raziskovalnih okolij, ki so povezani v to statistično številko, ki jo omenjamo. In naprimer s to številko smo na svetu številka 1 na lestvici na prebivalca. In to je recimo ena taka stvar, s katero ne, da se lahko samo pohvalimo, ampak z razvijanjem teh znanj in širitvijo teh znanj, ki so implementirane v slovenska podjetja, so ta močnejša, konkurenčnejša in seveda ena stvar v izobraževanju, ki je nujna in pomembna. Eno je vključitev v mednarodni prostor, povezovanje z mednarodnim prostorom, ki je tukaj nujno in se seveda tudi dogaja. In seveda to, da znamo možgane tudi pridobiti ali pridobiti nazaj. Ne? Vse te možnosti, ki jih pa potrebujemo še razviti na tako mero, da so ta privlačna. Hvala lepa. Gospod Peterle, to bo izjemno kratka replika. Ja, če dalj bolj zanimivo postaja nazaj k vlogi zakonodajalca, ker so bili roboti spet omenjeni. A veste, kaj je bil eden od najbolj zanimivih delov razprave o robotih v Evropskem parlamentu? Ali naj dobijo roboti, ki so sposobni avtonomnega odločanja in tudi učenja, ali dobijo status osebe? Skoraj da, ja. Mi dva nava dolgo trajala v Franciji. Torej, gledajte, mislim, da so ljudje, ki zastopajo mnenje, da se bodo ti roboti tako približali človeški osebi, da bodo potrebovali svoje pravice, oziroma zakon o njihovih pravicah. Ne. To je neverjetno, do kje smo prišli. In zdaj bi rad, meni se je tako pomembno to, kar je prej gospod Horvat povedal, ki ima malo naprej po svetu. Jaz sem prepričan, tudi po zaslugi tega, kar zastopa oziroma žene naprej v parlamentu gospod Bogovič, da smo mi, nisem tega vesel, v Evropski zvezi se čedalje bolj delimo prepričanje, da potrebujemo integralne razvojne strategije. Ne enkrat kmetijske, enkrat zdravstvene, ampak da je treba vse to skupaj gledati. Ne? In smart villages so del tega. Na vsakega sonce sije. Ne? Bi rekel, ne, na podeželju ali v vaseh so ene prilike, malo drugačne od mestnih, in jaz mislim, da bomo prišli mi v čas reagrarizacije. Takrat, ko bomo delali samo 5 ur ali ko bomo morali delati 5 ur, bomo imeli veliko časa, da se malo bolj ukvarjamo s hrano. Ne, in tukaj moj zadnji komentar, ste omenili antibiotike, eden je to omenil, vi ne. Jaz sem bil včeraj, mi je nekdo rekel, sem bil državo, izpustim, da ne bom imel kakšnih težav, je bil na veliki konferenci v veliki azijski državi. Je rekel, na začetku konference so nam rekli, pri nas je, tako rekoč, po domač povedan, antibiotik ne prime več, ne? Zdaj le imamo infekcijo, če se vam bo kaj zgodilo, zginite, odletite od nas čim prej, ne spravite se v kakšno bolnico. Ne? To ni edina, rekel, ilustracija, ki jo poznamo na to temo.
In smo omenjali, bil je čas antibiotikov. Čas antibiotikov, takih, kot smo jih poznali, končujemo. Ta rezistenca na antibiotike je strašna. Je že tudi rešitev, ki se reče probiotiki, tem, ker čistijo bolnice s probiotiki, imajo 20% manj infekcij, tako kažejo zadnje raziskave. Tle se spet prebija neka nova ponudba, ampak, in bi rekel z gospodom Andrejanžem, izbira je tu, samo je treba pomagati, da se ta izbira lahko izpelje. Tako da jaz mislim, da bomo res doživeli čas veliko večje tudi odgovornosti za zdravje, ki je bilo danes nekajkrat omenjeno. In če boš ti sam bolj odgovoren tudi pri hrani, potem mislim, da bomo res prišli do ene simpatične reagarizacije. Ja. Udeleženci tega panela imate srečo, da voditeljica še ni robot, tako da nisem tako na uro vezana. Gospod Andrijanič, še vam eno kratko repliko. Jaz bi v bistvu z vami delil eno noro izkušnjo prav na tem področju umetne inteligence in robotike. Namreč pred nekaj tedni sem sprobal naša samovozeča vozila v laboratoriju, ki ga imamo v Pittsburghu. In moram reči, da sem se počutil tako kot marsikateri regulator, ko se sooča z izzivi, kot so Uber, Airbnb in tako naprej. Na začetku sem bil popolnoma preplašen, ko sem se usedel v avto in ko se je stvar začela premikati, moram reči, da moji občutki niso bili najboljši, ampak ko sem videl, kako se v bistvu peljemo čez mesto, bolj varno, kot bi peljal jaz, vsekakor pa bolj varno, kot če bi peljala moja mami, sem bil v bistvu čedalje bolj navdušen in prepričan, da je to prihodnost. Seveda še nismo tam. In seveda ima vsak naš samovozeč avto še vedno operaterja, ki vskoči, kadar je potrebno, ampak danes je samo še 3% vsega časa, ki ga ta avto preživi na poti po mestu, upravljanega strani operaterja. 97% časa računalnik oddela vse sam. S tistimi senzorji, ki jih je bistveno več, kot ima človek oči, pa ujamemo veliko, veliko več, kot bi sicer. Mogoče samo še ena stvar. Ni izgovorov za Slovenijo. Če je lahko kos globalizaciji Estonija, ki je začela mnogo niže kot mi pred nekaj desetletji, če je lahko kos globalizaciji držav, kot je recimo Slovaška, ki bo kmalu gradila prvi hyperloop v Evropi med Dunajem in Bratislavo in pa prvi pas za samovozeče avte med Bratislavo in Žilino, potem smo lahko globalizaciji kos tudi mi. In če se lahko navežem na gospoda Peterleta, mislim, da je treba imeti v fokusu državljana in njegovo pravico izbire. Ne samo Mercator, ne samo Spar, ne samo Hofer, Spar, Hofer, Mercator, Amazon in še marsikaj, pa ne bo tudi na področju prevozov, taksi, Uber in tako naprej. Skratka, v 21. stoletju živimo, ni več časa za stare monopole, odpirajmo trge in končno naredimo nekaj za državljane. Na izbire s poudarkom na človeku bo tole ostala sklepna misel, zdaj pa. Vsi, ki se vam je pri tem le porodilo kakšno vprašanje, imamo 5 minut. 5 minut za kakšno vprašanje. Prosim vas, da ste v svojem vprašanju kratki, precizni, pa da ga, če ne gre za mnenje, ampak za vprašanje, naslovite na konkretno osebo. Gospod, izvolite. Hvala lepa za besedo, Mitja Meršol je moje ime. Navdušeno sem poslušal naša evropska poslanca in sem bil izjemno prijetno presenečen nad njuno angažiranostjo v Evropskem parlamentu glede današnje teme. Mislim, da ne bom več razmišljal o tem, da bi imel na mesto poslancev robote tam. In pa tudi opozoril bi medijske urednike, da se mogoče več osredotočijo na njuno poznavanje in znanje na tem področju. Sam pa sem razmišljal o tem vprašanju, da bom upošteval vaš nasvet oziroma ukaz. Namreč, govorili smo smart cities, smart villages. Kaj pa smart human being? Smart človek. Namreč, ko je govor o umetni inteligenciji, ko je govor o tem, da ne bomo več vozili se s taksijem, ampak mogoče raje z Uber in tako naprej, me nekaj drugega zanima. Ali morda nimamo v naši prihodnosti morda nekaj, kar bo imeli mogoče samo še čipi v naših rokah?
in bomo rekli, zdaj sem v Ljubljani, zdaj hočem biti po New Yorku in bom samo pritisnil, pa bom tam brez avtomobila. Namreč hočem vprašati naslednje. Koliko lahko izkoristimo sedanje znanje na področju umetne inteligence za to, da nam ta pomaga spoznati naše lastne možgane. Namreč mi se naših lastnih možganov zavedamo morda v okviru enih 10%, pa nič več. Kako nam lahko morda umetna inteligenca pomaga na tem področju, da spoznamo smart human being? Hvala lepa. Hvala lepa za to zanimivo vprašanje. Kdo želi? Se zahvalim gospodu Meršolu za doslej nepresežen izraz simpatije do evropskih poslancev. Jaz sem na začetku omenil besedo analogno, ne? In sem vesel vašega poudarka na humanem vidiku, ne? In mi smo, jaz mislim, da malo premalo pozorni na neko razpoko ali na neko razliko, ki se vzpostavlja med generacijo, ki je živela analogno in med to, ki živi digitalno, pa bo živela močno z umetno inteligenco, ne? In jaz se spominjam, pred enimi 7 leti smo imeli z gospo komisarko tukaj v Ljubljani seminar oziroma konferenco ravno na to temo, kako preprečiti generacijski prepad med tistimi, ki vladajo tehnologijo in onimi, ki tega ne znajo, ne? Ker mi zdaj doživljamo, lejte, pejte v kakšen dom za starejše, se je tudi tam kdo zna kaj z računalnikom pa in tako naprej, ampak ta razlika, kaj si ti lahko, kako si lahko pomagaš danes z modernimi tehnologijami, ne? Kaj obvlada moja 4-letna vnukinja ali pa kaj je obvladala stara mama, ne? Je tle ena taka razlika. Mi včasih dejansko živimo že malo paralelno in ko se pogovarjamo o medgeneracijskem dialogu, bo treba tudi to vprašanje nasloviti ravno zato, če hočemo ostati humani v vseh smerih. Ja, torej, gospod Meršol, še jaz bi rada dodala nekaj. Torej, na področju ta human beinga oziroma človeštva oziroma kam ta človek in biti gre, se ukvarja nekaj znanosti, ne? In ravno prej sem opozorila na povezovanje znanosti oziroma kako je potrebno različne znanosti povezati oziroma videti, slišati eno z drugim in naprimer kognitivna nevroznanost se zelo veliko poglablja in ukvarja ravno s področji tudi umetne inteligence ali pa povezovanje, kje je zdaj človek, kje je robot, kje je narava, kje je povezanost enega z drugim in kje je potrebno jasne ločnice postaviti. In mislim, da bodo to ključno vprašanje o prihodnosti tudi na vidiku tega, kam pravzaprav mi kot človeštvo gremo. Ne moram biti, da se ne bi zahvalil, videl se ti, ko je že nekaj časa zdohala za to, ker jaz sem, ko sem že kot župan bil, pa takrat so bile pogostejše pohvale, sem rekel, da je politiki tudi pohvala dovoljena, tako da sem hvala za to. Jaz mislim, da smo poskušali vsi skupaj dejansko to govoriti, kako uporabiti tehnologijo, ki ima tukaj neke tipke, pa ti nekaj pomaga, če drugo ne veš, da imaš na vlak iti za človeku. In jaz mislim, da smo tudi poudarili ospredje tega človeka. Pri tem projektu, ki pa je mene vodil pri pametnih vaseh, sem pa povedal, tudi tisti prvi steber, kjer bo industrija svoje naredila in profite kovala, me ne zanima, ker nimam kje tam iskati, v enem drugem delu so pa javne politike. In jaz mislim, da bo ključno to, kar smo rekli, čim manj delati, kvaliteto življenja, dober je to imeti in tehniko uporabiti za to, da bo to dosegli. In na koncu jaz ne bi rad bil, ne vem, upam čim dlje živ, ampak da bi 85 let star bil, pa imel $100 milijonov, jaz bi imel take težave, tako da bom rajši s tem svojim premoženjem, ki ga imam to staro doživel, pa mora biti komu, ki je pomagal, pa bom bogatejši umrl. Naj bo torej digitalizacija sredstvo, ne pa cilj. Hvala lepa vsem, ki ste bili z menoj na temle pogovoru. Mi nadaljujemo čez 15 minut z novimi zanimivimi gosti. Vsi, ki ste v občinstvu, pa 15 minut imate odmora za kavo. Hvala lepa.